In torej, gospe in gospodje, nagrado za najboljšega mladega košarkarja prejme Aleksander Daneo, AŠD Kontovel. Še enkrat torej najboljši na najvišjih stopničkah, Aleksander Daneo. Eno fotografijo, seveda iskrene čestitke tudi z moje strani, dragi Aleksander. Še utemeljitev. Aleksander Daneo se je dokopal do druge zaporedne nagrade Zlati let med mladimi košarkarji. Potem, ko si je lani nagrado prislužil, ker je med vsemi mladinci najbolj napredoval, je letos košarkar Jadrana v C-ligi Gold in Kontovela v D-ligi potrdil, da je eden najbolj perspektivnih igralcev v deželi. Odrekel se je nastopanju v mladinskem prvenstvu, saj se je preizkusil v dveh članskih ligah. V C-ligi Gold je enakovredno meril moči z najbolj izkušenimi košarkarji. V D-ligi pa je prispeval do 16,3 točke na dvoboj. Aleksander Daneo, torej iskrene čestitke, pridem na to stran, nekaj vprašanj zate. Kako si torej doživljal to sezono prvenstva v D in v C-ligi? Veliko si igral, mar ne? Si imel kaj časa tudi zase? Ja, na srečo so bili treningi zvečer, tako da po šoli sem. V redu, kaj pa razlike med D in C-ligo? Skratka, tvoji občutki, tvoj komentar po opravljenem delu po tej sezoni? V D-ligi sem si vzel dosti več odgovornosti, ker so mi to soigralci dovolili. In torej mi je za mojo rast športno veliko pomagalo. Zelo pomembno, ja. Kaj pa v C-ligi igralci niso dovolili? Ne, seveda so, ampak imam soigralce, ki že to zelo dobro delajo sami in tako sem dobro in si pač izboril svoj košček neba. Veš, imamo tudi zate eno posebno vprašanje, sicer ne jaz ne čentriram nič po domače rečeno. Zlati hal 9000, katero bo pametno vprašanje za našega gosta? Kaj je značilno za domačijo Danevovih na Kontovelu? A, B ali C? Skratka, osmica, nightclub ali McDonald's? Po tvojem mnenju odgovor? Mislim A. Misliš, osmica? Da vidimo odgovor, prosim. Ja, ma seveda, osmica, kjer Aleksander tudi pomaga, seveda tudi pri tej družinski zgodbi. Pridi še sem na sredo, dame in gospodje, še ti zraven, prosim, Matija, Aleksander Daneo, naš najboljši mladi košarkar.